En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020 v liveu Vse se da in danes se bomo pogovarjali o temi, kako gradimo odnose s seboj, kratkoročne, dolgoročne in kako ti odnosi vplivajo v našem življenju. No, najprej začnimo tako, kako ga gradimo s seboj, kako ta odnos gradimo s seboj, da smo vsako leto boljši, vsako leto bolj znamo živeti življenje, čutiti to življenje, biti srečni, izpopolnjeni, čutiti notranji mir. Ok, kje se začne? Najbolj osnovna zadeva, kjer se res začne, in to je pri meni plafon, ta prva stvar, da prenehamo obsojati. To pomeni, da spustimo te sodbe, prvo to, da res, to pomeni, če rečemo, če ne morem pomagati, ne bom odmagal. Da prenehamo kritizirati, da se nam ne dogaja, da kritiziramo, on ga tam, my God. Vse to, kar kritizirate, se krat 2 vrne, če ne krat 3. Imate nekaj mojih videov prav na to temo in mogoče ni slabo, da greste te videe pogledati. Ker veste, ko mi kdo vpraša, pa nič ne delam, vse delam dobro, jaz vedno rečem, daj pogled, če kaj kritiziraš ali pa kaj obsojaš, pa sodiš. Tretja stvar, katera je, da ne obtožujemo ljudi. To meni ne vem, obtožujemo, da so oni tisti, ki so krikal. Vi ste krivi za to, da jaz nisem uspešna ali pa da jaz nisem srečna. Jih krivimo, to meni se dogaja ta del. In čakaj, kaj sem si še napisala? In ko prenehamo, malo si napišem za to, in ko prenehamo zavidati ljudem, vedite, da ste vsi svoja blagovna znamka. Čist vsak od vas je svoja blagovna znamka. In za to vesolje je za čisto vse poskrbelo. Vi se odločite, koliko hočete imeti. To pomeni, to, kar jaz počnem, lahko da jih še počne 5000 v Sloveniji, 10 000, ne vem, kakorkoli. Za vsakega je mesto in za vsak ima svojo ciljno persono. Čisto vsak. To pomeni, kako gradimo odnos do sebe na tak način, da najprej to ščistimo. Ne obsojamo, kritiziramo, obtožujemo, zavidamo in tako naprej. To so prve stvari. Ok. In da se res zavedamo tega, če ne moremo pomagati, prosim, ne odmagamo. Ok, gremo naprej. Zdaj gremo pa na, mogoče še 2-3 stvari, kaj so pomembni. Kako gradite odnos s seboj, sami seboj, na način, ko se odločite nekomu reči ne. Ne. Ko se poslovite od tega odnosa, to pomeni, rečete, ne vem, zdaj govorim tako, lahko da se vam to dogaja v partnerstvu, lahko da se vam dogaja v prijateljstvu, lahko da se vam dogaja pri, kje vse bi bilo možno, v službi, karkoli takšnega, kar dejansko čutite, da vas izčrpava, da vam uničuje vašo energijo in vi ne veste, kako odreagirati. In jaz bom mogoče samo to podelila, ker jaz mislim, da v tem delu, ko bomo pol tudi prišli, ali kar me je vprašala prijateljica, ali znam graditi dolgoročne odnose, ko človek, to bi zdaj tako malo zvenelo, včasih oseba, da je lahko v svojem stebru, jaz pač rečem steber, to pomeni, veš, da si trden, tako kot rečeš, povezan z mati zemljo in sem odprt v vesolje, bi lahko človek rekel, da je malce sebičen takrat, ko ve, kaj hoče. In takrat, ko ve, kaj hoče, ne pristane za vsako ceno, da bo čisto vse naredil to, kar drugi želijo. In takrat se pač odloči, da reče ne. Primer, hodi stranka, hodi k meni in nič ne naredi, in ker nič ne naredi, potem se jaz izčrpam po energiji in potem je prav, da stranki rečem, izredno te spoštujem in te cenim, ampak v tem primeru vidim, da nisva naredila nobenega premika, predlagam, da mogoče poiščeš drugo pomoč. Zadnjič sem slišala, ko je terapevt rekel, da pač tega ne smemo narediti, ampak jaz zdaj govorim o odnosih. Mi nismo terapevti, mi smo zdaj ljudje in rečemo, ne gre, nisva naredila premika, preboja, prav je, da gremo vsak svojo pot. V službi. Vsi mislimo, kao ne smemo se posloviti, zato ko to se ne spodobi. Slovenija še nasplošno je zelo močna v tej všečnosti. Tudi jaz sem bila. Ampak človek, ko je všečen, se odloči, ali je všečen ali pa uspešen. Najbolj bran moj članek v Financah. Mislim, da je bil ne vem koliko časa na prvem mestu. Ali odloči se za všečnost ali uspešnost. Kaj je v tem delu, ko mi se odločimo, naprimer, po sodelavcu isto tako rečemo, ko čutimo,
da ni več energije, da ni več frekvence, da ni nečesa med tem, da ne vem, nekako poskušaš, pa ne gre. Poslovite se, naredite to že s tem namenom, zaradi tega, ker to pomeni, dajte en drugemu svobodo, en drugemu. Čist, če se spoštujemo, je treba rasti naprej in delati korake naprej. Pri partnerstvu ista varianta, čist ista. Včasih se vprašam, to mi je bilo čudovito, ko je ena izmed mojih ambasadork mi zadnjič omenila, občuduje Ano Bučević, in Ana Bučević je kao ločila in je bilo nekaj najlepšega in kao potem so pač rekli, ne vem karkoli. V vsakem primeru ona se je odločila, da hoče imeti lepo življenje in se je odločila za moža, drugega moža in če bi bil tretji, pa če je srečna karkoli. To meni odločila se je biti živa, živeti življenje, biti srečna. In to je meni odličen primer, ko imamo kakšne take primere in mi je podelila in potem je super, sploh nisem vedela, da se ločila poročila in mi je bila odlična tema. To pomeni, eni vztrajajo v nekem odnosu, ki bi lahko rekli, da je že preveč apatičen odnos. Ali je to v partnerstvu, prijateljstvu, poslovnem partnerstvu, kakršenkoli. Ne vem, jaz tudi pravim v družini, odnosi strica, teta, stric, teta, strici, tete, sorodniki pa tako naprej. Če nimaš karkoli delati z njimi, pošiljaš jim ljubezen, ampak dejansko ne vidiš potrebe več, da bi se družil z njimi. Mogoče je pri starših malce drugače, ampak to tako in tako, prosim, lepo pogledajte kak moj video, ko pravim, ko reši sebe, reši svojo mamo, ali pa ko sprejmeš mamo, sprejme sebe. Izredno močno, to bomo mi na akademiji delali. Danes smo imeli skupen Zoom, tako da odlično. Ko mi čakam, imam nadaljevanje, nadaljevanje že delamo, zdaj se pa začne, drug teden se pa začne polna akademija. Do tega malce sem si napisala točk, zato da lažje vemo. To meni gradimo odnos na način, zdaj se pogovarjamo o odnosu do sebe, ko znamo reči ne. Ampak mogoče bi še zraven dodala, ko mi nekdo rekel, potem si lahko sebičen pri tem, ko rečeš ne, ali pa za tako ceno ne, tako, da se je treba postaviti zase. Ko prvič rečeš ne, takrat začneš graditi sebe. Takrat delaš najlepše korake pri sebi. No in če tega ne naredite, naprimer, da se odločite, da ste s partnerjem ali s partnerjem in potem vi čakate in čakate, ker vam je grozno to narediti, ker če boste to naredili, se boste krivili, boste imeli občutek krivde, sodili si boste šli v sabotažo, kaj bo okolica rekla. Zdaj pa tako, ko se to odločite, boli še, mogoče rečemo, en dan, 2 dni, pa se pa za božjo voljo osvobojeni. Osvobojeni pomeni, nekaj ste spustili, kaj ni bilo zdravo. Si predstavljate tako avto skozi v sklopki, pa vozite se z avtom v sklopki. Seveda ne gre nikamor, skozi stoji, ker ne more sploh leteti. Se spustite, če ne, pa to vlečete iz dneva v dan. Z dneva v dan. Tako da včasih ni slabo biti malce sebičen, zaradi tega, ker na tak način gradite odnos do sebe. Je pa res, ko prenehate, lepo prosim, soditi. Ko slišim besede notri v ljudeh, ko reče, kakšna učiteljica, kaj je učiteljica naredila narobe, moj bog, kaj je država naredila, kak je vse. Ko vse to sodimo, to je sodba. Dragi moji, to je sodba, to ni nič drugega kot soditi nekomu. Če je učiteljica pač to naredila, kar je naredila, je že imela razlog. Ali je imela slab dan, kaj pa pol. Pošiljite ljubezen, pa pogledajte tudi, kaj je na naši strani. Tudi jaz imam kaj takega, pa nič za to. Pač rečem, vsi imamo dobre in slabe dneve. Zavedajte si, da vsak nas notri dela najbolje, kar zmore, z notranje strani. Ampak vsi smo krvavi pod kožo. Prav tako imate vi dobre dneve, kot slabe dneve. Prav tako imajo, učitelji, trenerji, direktorji, vodje. Vsak ima in dober in slab dan. Kar se tiče tega, čakaj, da vidim, če sem prvi del končala. Zdaj pa še ta drugi del, za katerega bom porabila še 5 minut. Zadnjič me prijateljica vpraša, prav tako, da kar konkretno mi je takole rekla. Sem slišala pred leti, ko so govorili, da ne znaš, da ne ustvarjaš dolgoročnih odnosov, in da imaš samo dolgoročni odnos z Igorjem.
In potem sem jaz rekla, res je. Sem rekla, odlično temo si mi dala, ker iz te teme bom jaz potem znala, my God, koliko vam bom lahko pomagala na tej temi, da boste mogoče videli, zakaj je pri meni tako. Res. Evo, in ta je pa zdaj ta drugi del. In potem sem naredila analizo. Analizo moje preteklosti, to pomeni, dotaknila sem se malo osnovne šole, srednje šole, faksa, službe ene, druge, prijateljstva in tako naprej. In bom podelila in sem prepričana, da vsi ti moji odnosi, ki so se končali na način, jaz nobenega odnosa nisem odrezala. Samo končali so se s tem, da ni bilo potrebe več po grajenju odnosa. Niti enemu partnerju nisem skregana, bivšim partnerjem nisem skregana, ampak sem se zelo lepo razšla. Nobenega od bivših partnerjev ne šimfam, za vsakega imam samo lepo zapovedati, kajti če sem bila z njim, pomeni, da to tudi nekaj pomeni, da je tudi on v redu, če sem jaz v redu. In vsako prijateljico, ki sem bila tudi z njo, naprimer, če me kdorkoli kaj vpraša, nimam kaj povedati slabega, ker če se je družila z mano, je bila moja prijateljica. Pa če rečem, nimamo več stikov, so se življenja spremenila. Ok, in poglejmo. Spomnim se, prosim, res mi je to pomembno, da slišite, ker jaz sem prepričana, da marsikatere odnose, ki jih gojite, ki jih imate, tako kot pri partnerstvu, se vam tukaj dogaja, da ne morete osebnostno rasti ali pa delati te poslovne premike. V osnovni šoli sem imela 2 prijateljici, ena je potem išla najprej v srednjo šolo, že v srednji šoli sva se oddaljili, obe, jaz sem šla v Celje, one 2 sta ostale v Velenju, in takrat smo totalno druge šole zbrali in se nekako mi je zdelo, da je to konec. Da sem tu oddelala, kar je bilo za oddelati. To meni dala sem, kar sem zmogla in one so meni dale, kar so zmogle. V srednji šoli prav tako. To meni nikoli nisem se vezala in se držala nekega odnosa. Nisem tega potrebovala. Na nek način sem samotar, ampak danes temu rečem, da hvala Bogu, ker sem na tak način rasla. Spomnim se, potem, ko sem šla na faks, ker sem pač hodila izredno na faks, sem imela čudovite sošolce, čudovite sošolke in sošolce, ker sem se kdaj slišala z njimi, podružila, ampak tudi, da bi danes rekla, da sem s kom ostala, ne, nimam nikogar takega. No, in se spomnim, ko sem se zaposlila. In glede na to, da prihajam iz nekega nivoja, tako kot reče Bruce Lipton, da samo 5%, niti 5% ljudi iz revnih družin ne naredijo tega napredka, da zrastejo v to, kdor so. Naprimer, jaz sem mogoče tisti 1%, ko pa rečem, da jaz sem si pa želela. In seveda, ko imaš prijateljstvo, zraven te tudi lahko prijateljstvo te lahko ovira, odnos, da se govorimo o odnosu, lahko te ovira, lahko te pa izpopolnjuje. Vedno že kot mlada punca sem se odločila, to zdaj poslušajte, takrat sem se odločila, da bom vedno se družila samo z ljudmi, ki grem od njih opolnomočena, takrat pač nisem znala tega reči, ampak takrat sem rekla, da želim imeti lepe odnose. In da v vsakem odnosu še se želim imeti lepo, kar pomeni, da ne smem iti dol poklapana brez energije, ampak polna z energijo, da se smejim, da sem lahkotna in to še danes počnem. S komorkoli sem, od tega, ko grem kam, my God, jaz raje grem sama na kavo, ko pa da grem z nekom, ko ne čutim te energije, ki me izčrpava. In se spomnim, da če danes pogledam, ali pa bom drugače tako rekla, če danes vzamem, pa pogledam, s kom sem se družila, kje so ti ljudje in kje sem jaz danes, vam lahko iskreno povem, da sem dosti bolj uspešna, bolj srečna kot marsikdo od mojih prijateljev, tistih prijateljev, s katerimi sem se družila prej. Kar pomeni, da če danes pogledam nazaj, je vesolje tako in tako mi že jasno kazalo pot in sem znala intuicijo poslušati. In res je tudi to. Ko začutimo, da je grajenje odnosa, da odnos nič več ne nosi, to pomeni, ko nimate želje poklicati osebo, ko nimate željo iti na kavo s to osebo, na pijačo, ne vem kamorkoli, potem veste, da je končan ta odnos in da ste tam rešili karkoli ste imeli in da greste naprej. Obstajajo seveda odnosi, naprimer imam 3 takšne osebe,
ko lahko, da se ne slišimo po 6 mesecev, ampak ko se bova pa slišali, je pa to tako, da je noro, kot da sva skupaj bile včeraj. To pomeni, iščite ljudi ali pa gradite odnos, ko čutite, da ste opolnomočeni, da ste srečni, da iz tega odnosa greste srečni, napolnjeni, ne glede na to, ali je to prijateljstvo, ali je to služba, ali je to partnerstvo. Mislim, meni je Igor rekel, jaz ti obljubim, da ti bo vsako leto lepše. In ko danes gledam, jaz prav tako rečem, že to imam izziv, ko gledata moja dva otroka, imata že ona dva težo, ker si bosta mogla, ker zavedam se, ker mi dva imamo res lep odnos, kako je potrebno, marsikdo tudi od drugih od vas, ampak seveda bosta želela imeti tudi ona dva to, zato ker to vidita v domu in bosta to hotela imeti, partnerko in partnerja, da jih podpira. Seveda tudi videla ste prej, ampak zdaj je pa ta slika že vrsto let, že nekaj let. To pomeni, režite stran odnose, ki vam ne prinašajo, ki vas nekako ovirajo. In še posebej, ko človek raste, ko človek dela premike naprej. Jaz sem prepričana, da takrat se mora odmakniti od te množice. Zaradi tega, da posrka novo energijo, da spozna razliko med to energijo in med tisto energijo. To pomeni, pa nekdo reče, se bom šel sam vase, no to je bilo tudi dobro spoznanje, ki ga je tudi ta moja prijateljica podelila. Če želite graditi odnos sami s seboj, ga ne morete glih sami, rabite ga graditi z osebo. In takrat vidite, koliko rastete. To pomeni, od te osebe rečete, veš kaj, zdaj bi bila pa nekaj časa sama, ali pa ne da se mi, bom brala knjigo, se bom posvetila temu, greste v drugo družbo, ker če vidite, da vas ta izčrpava, greste naprej. In zelo pomembno je, da se tega res vprašate. Ne glede na to, to pomeni zdaj, če potegnem črto za nazaj, res je, mogoče nisem do sedaj, ne še, ampak naprej računam, da zdaj sem pa že v tej fazi, nisem gradila dolgoročnih odnosov, ampak če jaz zdaj potegnem vzporednico ali pa analizo za nazaj in pogledam, takrat si lahko samo rečem, havš, odlično je bilo, res sem znala slediti sebi, lepo prosim, še enkrat rečem vam, ne delajte benchmarka z nikomer, čisto nikomer, vi ste unikatna oseba. Ne morete se, ko meni kdo reče, te bom primerjal s tem, ne more me nekdo primerjati. Jaz sem Tanja, ti si Sonja, ti si Lojska, kdorkoli pačana. Ne primerjajte se z nikomer, bodite to, kdor ste, ampak gradite, vzpostavljajte naprej, poglejte, kam ste prišli, sem delite stopničke. Jaz te moje dame vprašam, a lahko prosim pogledate svoje prijateljice in pogledate, če ste zrasle, koliko ste zrasle, kakšen delate premikana. Tako da, včasih nas odnosi resnično lahko zadržujejo, da naredimo korak naprej. Tako da, dajte si priznati globoko noter v sebi, a ta odnos, ki ga imate s partnerjem, sodelavcem, s prijateljico, s komorkoli, a je ta odnos, ki vas opolnomoči, da pridete napolnjeni, ali je ta odnos, ki vas izčrpava. Če vas izčrpava, veste, da je čas, da postajate apatični, da je to odnos, ki ga počasi se odmikate od tega odnosa, to rečete, to več ne potrebujem, tega več ne potrebujem in se odpiram za nove stvari. Evo, dragi moji, srčno upam, da sem vam kaj pomagala s tem, da boste znali graditi lepe odnose in da boste vedeli, da ga najprej začnete s seboj. Ne soditi, res ne. Raje poiščite pri sebi vse vrednosti, ki vam bodo lahko pomagale, da bo ta vaš odnos iz dneva v dan boljši in da si boste res lahko rekli, hvaležna sem, ker sem vsak dan boljša oseba. En lep večer, jaz pa odhajam jutri, se veste kam, na obred ljubezni, peljem čudovito skupino 14 čudovitih ljudi in se že res veselim. Kakam bom šele prišla v nedeljo nazaj. Tako da, čau.